Sredina seja mestnega sveta Mestne občine Kranj. Ena od najbolj zanimivih tem je bila nakup zemljišča na Zlatem polju. Gre za več kot 4000 kvadratov stavbnega zemljišča. Za slabih 260 000 evrov je mestna občina to zemljišče kupila. Zemljišče ima zelo veliko vrednost za mestno občino, saj leži med osnovno šolo Franceta Prešerna in pa zemljiščem, ki bo namenjeno gradnji novega doma za starostnike, tako da smo s tem pridobili dodatnih več kot 4000 kvadratnih metrov površin. Izredno pomembno včeraj je bilo tudi sprejetje dodatnih sredstev za dokončanje nove atletske steze. Vemo, da smo v letošnjem letu naredili dve veliki investiciji za šport v mestni občini Kranj. Eno je novi reflektorji in sedaj dokončujemo še atletsko stezo z novim tartanom, z novimi športnimi površinami, tudi za met krogle, za met kopja. Skratka, popoln atletski štadion dobiva Kranj, štadion, ki bo veljaven po predpisih oziroma certifikatu Mednarodne atletske zveze. Kot sem že omenil, skupna investicija teh dveh investicij, skupna vrednost teh dveh investicij je 2 milijona evrov, dober milijon za reflektorje in pa slab milijon za novo tartansko stezo. Potem zelo pomembno je tudi sprejem strategije za starejše v mestni občini Kranj za obdobje od leta 2020 do 2024. Gre predvsem sledi usmeritvam Evrope, več deinstitucionalnega varstva za starejše, vseeno pa v to strategijo vključujemo gradnjo novega doma za starostnike, in sicer že prej omenjeno na Zlatem polju. Dogovarjamo se z državo, da bi dejansko povečali kapacitete obstoječega javnega doma za starostnike z dodatno kapaciteto 150 postelj. Poleg tega pa seveda veliko delamo na deinstitucionalni skrbi za starostnike, od dnevnega varstva, potem prostofera, skratka vrsto aktivnosti je zajetih v to strategijo. Mestni svetniki in svetnice so sprejeli tudi nove cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih, tako v zasebnih kot v javnih. Podražitve so nekaj manj kot 10%, vse gre pa na rovaš višje osnovne plače, minimalne plače, potem višjega regresa iz tega naslova, višje prehrane med delom in pa seveda tudi materialni stroški so se v tem obdobju povečali. Poleg tega zelo dobra novica za lastnike oziroma za bodoče graditelje kmetijskih objektov ter industrijskih objektov. Sprejeli smo nov odlok o komunalnem prispevku mestni občini Kranj. Prilagodili smo ga novi zakonodaji, tako da več ali manj ostaja isti kot obstoječ, če govorimo o posameznih vrednostih. Novost je pa to, da smo za kmetijske objekte ter za industrijske objekte omogočili olajšave, in sicer za kmetijske objekte 50% olajšava izračunanega komunalnega prispevka, za industrijske objekte pa 10%. In pa še seveda dobra novica za gasilske domove, oproščeni so plačevanja komunalnega prispevka. Naslednja zadeva, ki je ureditev meje s Škofjo Loko med naseljema Crn grob in pa Šutna. Tukaj gre za manjše cestišče, ki ga tako že vzdržuje občina Škofja Loka, no in mestni svetniki so sprejeli, da se za malo zamakne meja med Kranjem in pa občino Škofja Loka. Nekaj je bilo tudi kadrovskih zadev, in sicer imenovani so bili nadomestni predstavniki v osnovno šolo Jakoba Aljaža, pa osnovno šolo Predosle, v svet zavoda Kranjski vrtci
ter pa bil je imenovan nadomestni predstavnik v svet javnega zavoda gasilsko-reševalne službe Kranj. Potem se je imenoval tudi član nadzornega odbora v fundacijo Vincenza Draxler, gospod dr. Mirko Gradišar, in pa v upravo fundacije Vincenza Draxlerja Nada Bogataj Kržan, Edita Plava in pa gospod Franc Rozman. Lahko pa še to omenim, da mestni svetniki mestne občine niso potrdili predloga komisije za imenovanja, da se za člana razvojnega sveta Gorenjske regije imenuje mestni svetnik Zoran Stojanovič, zato bo tukaj potrebno ponoviti postopek. In pa lahko še to povem, da se je najdaljša razprava vršila glede problematike preseljevanja ljudi iz neevropskih držav. Tukaj je bila zelo živahna debata, zelo korektna debata, na njo so bili povabljeni in so tudi prišli predstavniki policije, Centra za socialno delo ter pa Komunale Kranj. Iz upravne enote in pa davčne uprave ni bilo nikogar, ampak ne glede na to, mestni svetniki so ugotovili, da je priseljevanje v mestno občino Kranj v nekem prešlo kritično mejo. Vemo, da je v Kranju več kot 16% tujcev od prebivalcev in da je velika populacija predvsem ljudi iz neevropskih držav. Obenem je bilo povedano veliko dvomov in sumov o nepravilnostih, ki so vezane na pridobivanje tako začasnega in pa stalnega prebivališča teh priseljencev. Veliko govora je bilo tudi, da se v posameznih stanovanjih naseljuje večje število ljudi, kot je sploh to možno, to se pravi tudi preko 100 prijavljenih na eno stanovanje. In zato so mestni svetniki na eni strani zahtevali, da uprava pošlje in zahteva od vlade ustrezno ukrepanje, tudi inšpekcijski nadzor, tako v Centru za socialno delo kot v ostalih ustanovah, in pa seveda tudi redno poročanje o migracijskih tokovih, ki se dogajajo. Tako da sem prav vesel, da se je končno tudi ta debata odprla. Ne gre nikakršno okoli nastrojenost proti tujim priseljencem, vendar pa dejansko moramo vedeti plane za naprej. Vemo, da je kar precej problemov po osnovnih šolah, po vrtcih in prav je, da se to priseljevanje nekako regulira, uredi. To pa je konec koncev tudi želja teh priseljencev.